Tako en lep dober večer vsem skupaj, hvala za vabilo na ta večer pogovorni in mislim, da nas je ta film danes prav lepo upeljal v en čudovit pogovor, ki nas čaka o evangelizaciji, to, kar poteka že zadnjih 2000 let, že vse od tistega Jezusovega naročila, ne gremo po vsem svetu in oznanjamo evangelij. Morda je prav pomenljivo, da je danes god blaženega Lojzeta Grozdeta, našega prvega mučenca, ki je prav tako kot apostoli šel oznanjal s tistim, kar je znal, kar je imel in na koncu to daroval svoje življenje za Kristusa. Pa mogoče preden vstopimo v današnji pogovor, da se vsaj malo predstavimo, da nekaj par besed rečemo o sebi. Tudi mi se še osebno tako ne poznamo, mogoče preko različnih del, ampak vseeno, da tudi ljudstvo povemo kakšno besedo o sebi, pa mogoče lahko kar vas prosim za kakšno besedo. Jaz sem Maja Bitenc, vse lepo pozdravljam. Kaj pa povem? Mogoče čisto, kakšne so kakšne take vaše izkušnje z evangelizacijo? Kaj je kakšna taka stvar, ki vas najbolj prežema o evangeliju? Če je treba tudi z besedami. Odraščala sem na Idrijskem, pri krstu sem bila v 4. razredu osnovne šole. Doma nismo živeli vere in o njej govorili. Sama sem šla občasno za kakšen velik praznik ali z mamo ali pa s sosedami k sveti maši, občasno tudi k verouku. In tam me je torej že kot majhno deklico zares nagovorila lepota in skrivnostnost Evharistije. To me je tako prevzelo, da sem izrazila željo za krst. Potem šla, mislim, da v 7. ali 8. razredu na prve duhovne vaje v Klanec pri Kozini. Takrat se mi je spet zdelo, da se mi je odprl en popolnoma nov svet. In se spomnim, ko smo imeli birmansko skupino, potem kako sem goreče prepevala pesem Jezus moj, ljubim te, da bi navdušila še ostale punce v skupini, ki so bile seveda iz tradicionalnih krščanskih družin, pa ni bilo ravno takega zavzetega odziva, kot bi si želela. Potem sem se odločila za škofijsko klasično gimnazijo, sodelovala v različnih skupinah, gibanjih, tam spoznala svojega moža. Se veliko ukvarjala z glasbo, tukaj se mi zdi, da je eno pomembno področje lepote in umetnosti, ki je tudi eno krasno polje za oznanjanje vesele novice. Študirala sem angleščino in slovenščino, z možem sva veliko potovala, tudi prostovoljno delala, tudi v Indiji, pri misionarkah in misionarjih ljubezni v Kalkuti. Potem se poročila, rekla sva, da če ne bova mogla imeti otrok, da bova šla v misijone. Danes jih imava 7 na zemlji in 1 v nebesih. Tako da smo tukaj, živimo na Dolenjskem. Po diplomi sem poučevala na osnovni šoli, na gimnaziji Želimlje, delala nekaj v medijih, pri časopisu, radiju, potem pa v času druge porodniške dobila mesto mlade raziskovalke na filozofski fakulteti, na slovenistiki in tam sem še vedno, zaključil se je podoktorski projekt in trenutno sem pretežno raziskovalka za polovični delovni čas. Tako da, ko mi je Žiga pisal, če bi prišla pričevati o evangelizaciji, ker menda bijem evangelizatorske boje na fakulteti v akademskem okolju, sem rekla, ne vem, če sem primerna, mislim, da nobenih bojev ne bijem, ampak se preprosto v resnici zelo rada pogovarjam z ljudmi. Zanimajo me ljudje, njihove zgodbe, vsak ima svojo pot in se mi zdi, da je tukaj eno tako pomembno polje evangelizacije. Tudi ta izraz sam ima mogoče celo malo negativne konotacije, glede na to, kaj vse se je v zgodovini dogajalo v tem imenu ob križu meč, veliko težkega in hudega.
Tako da se mi zdi, pač tukaj tudi Jakob v tisti samarijski vasi reče, a ne rečeva, da pride ogenj z neba, ne pa reče Jezus, ne, to ni naš način. Njegov način je človek, oseba, osebni odnos z vsakim ima drugačnega, vsak človek veruje tako, kot zmore in zna, in to, da vsakemu prisluhnemo najprej in se iskreno zanimamo zanj, se mi zdi ena taka temeljna osnova za to, da se človek sploh odpre potem za nekaj, kar mu mogoče ti še želiš povedati, ali pa Bog. In tudi v tem akademskem okolju, kjer seveda na filozofski fakulteti kolegice in kolegi večinoma niso verni, nekateri tudi niso krščeni, živijo precej drugačna življenja, kot ga živim sama. Pogosto govorim o duhovnosti, večkrat me celo kdo poišče, da bi rad se pogovarjal o tem. Zdi se mi svojevrstno misijonsko področje delovanja, pa spet ne v smislu moraliziranja, pridiganja, ampak res predvsem najprej človeškega odnosa. Se je film že ogromno povedal, a ne? Milost predpostavlja naravo. In danes sem vzela s police doma eno sveto pismo, ki ga je ob enem obisku prinesel kolega, jaz sem sicer jezikoslovka, on je literat, tak velik iskalec, in piše v posvetilu, da mu je to sveto pismo dal ameriški misionarski par, s katerim se je srečal na Slovaškem, in da sva midva z možem misionarja in da sva edina, ki nama lahko da to sveto pismo. Hebrejsko, grško, angleško, tako vzporedni prevodi so. Mogoče toliko za začetek. Da vaša življenjska zgodba dobro povzema to, kar je bilo na koncu rečeno, da ste morda zavezani nekoga, tista oseba, ki boste predstavljali evangelij, pa čeprav ne bodo nikoli ga dobili v roke in prebrali ene strani. Ne? To je tisto, kar je zelo pomembno. So pa tudi taki med kolegicami in kolegi, ki so bili vključeni v redno katehezo in živeli v tradicionalno verni družini. In tudi prav ena kolegica mlada reče, ti si edini človek, ki duhovnost res tako živi. Se je popolnoma oddaljila, to, kar je v cerkvi doživela, jo je odbilo, in to se mi zdi ena taka težava. To imamo potem še temo, a ne, te sodobne kateheze in mladih, ki odhajajo. Včasih se bojim tudi na podlagi nekaterih izkušenj, ki so jih imeli moji otroci, da je to, kar pri tem klasičnem verouku dobijo, večkrat lahko celo slabše, kot da ne bi dobili ničesar. Sama sem bila zelo hvaležna, ko sem lahko se svobodno odločila za krst. Takrat sem menila, da bom tudi svojim otrokom pustila to svobodo. Seveda je potem vera in duhovnost postala tako pomemben del mene in tudi najinega odnosa z možem, da si nisem predstavljala, da otrok ne bi nesla h krstu že kot majhnih. Ampak se mi zdi, da če se pač v tej redni katehezi otroci ne počutijo slišani, sprejeti, spoštovani, če so v nekih okvirih ujeti, če ni dopuščen dvom, če niso vprašanja sprejeta odprto, da je bolj verjetno, da potem, ko bodo na neki točki začeli iskati odgovore na neka temeljna življenjska vprašanja, pač ne bodo šli nazaj v katoliško cerkev pogledati, če se mogoče tam skriva kakšen odgovor, kot če ne bi imeli pač te negativne izkušnje. Tako, hvala za ta vpogled. Mogoče pa še vas, gospod Primeš, vprašamo za vaš vpogled, vsem član skupnosti Emanuel, ki ima že v svoji karizmi zapisano evangelizacijo. Se tudi srečujete z različnimi skupinami,
tako mladih družin, starejših, kakšen je potlej vaš pogled, kdo ste, kaj vas prežema, kaj je tista stvar, ki bi jo radi potem tudi podelili? Ja, jaz sem Primož Lisjak, kmet iz Krkavč, to je v slovenski Istri. Moja družina je bila, z razliko od Majne, močno vpeta v življenje cerkve, vedno je bila polna hiša duhovnikov in cela Primorska, mislim tako, ker smo bili tam v Kopru in so bili zraven tudi mame in oče pri ustanavljanju krščanskih izobražencev in takrat je vrelo, to je 90. leta, jaz sem rastel v temu in ne vem, od vedno sem imel ta ogenj v kosteh, jaz sem zadnja generacija pionirčkov bil, tako da ni bilo nič hudega v šoli, ampak je bilo le dovolj, da si vedel, da si drugačen, ko si spregovoril, jaz nisem imel s tem težav nikoli. Z ženo, ko sva se poročila, sva se odločila, da bova živela za Kristusa in ona je imela strašen strah eno leto po poroki, da ne bo mogla imeti otrok. In pol sva se pogovarjala in sva rekla, da če ne bo mogla imeti otrok, da bova najprej končala kakšno pametno srednjo šolo, ki to s pravom in arhitekturo nič nisi, in da bova mizar in medicinska sestra in da greva za celo življenje v Afriko. Tako da to je bil dogovor, pol je pa Bog poslal cel kup otrok, tako da jih imava 6. Jih imava za Gospoda, 11 leto že šolava na domu, najstarejši sin je pač v gimnaziji, zato ker ne gre drugače, ostali so doma. In jaz sem aktiven v skupnosti Emanuel, sem tudi v uredniškem odboru skupnosti Emanuel, založbe Emanuel, sem predavatelj na 2 programih priprave na zakon, v katehumenatu, trenutno sem odgovoren že par let za romanju Prelemonial poleti, ki organizira skupnost Emanuel, tudi sem odgovoren v ekipi za to, da v oktobru, to je reklama, pripeljemo v Slovenijo film o srcu Jezusovemu, ki je bil velika uspešnica v Franciji, na Poljskem in povsod, tako da jaz sedaj se s tem spopadam, kar ni moja karizma, niti moje veselje, delam pa to za Gospoda, tako da ne vem, sem šel v škofijskem odboru za družino in delam z mladimi, vodim duhovne vaje, delam z birmanci in pač, ja, tako, cel kup stvari. Ok. Jaz sem pa Blaž Župnik, se pa poklicno ukvarjam z evangelizacijo, tako da imamo gotovo različne predpostavke, čeprav zanimiva je pa ta močna povezava, ki vaj povezuje želja potem, da bi morda šlo v misijone, ampak na koncu je pa Bog poslal misijono prav v domačo hišo, kjer je še najbolj potrebno oznanjevanje. Tako da ja, mislim, da vseeno v tem kratkem času, ki je pred nami, gotovo ne bomo se mogli dotakniti vseh možnih temeljnih vprašanj, ki se tičejo evangelizacije, pa kljub temu je to beseda, o kateri se zelo veliko govori, morda je marsikdaj narobe razumljena, morda je že izvenela, še posebej ob močnem vplivu svetega Janeza Pavla, ki je žarel za novo evangelizacijo, ampak kljub temu gre to za temeljno Jezusovo naročilo vsem nam kristjanom, da gremo in oznanjamo evangelij. In marsikdaj se potlej res lahko vprašamo, kaj je to naša naloga oznanjati evangelij. A je to zdaj res samo tukaj, da kar ima župnik v nedeljo pri pridgi, ali je to v vseh možnih, tako v poslovnem okolju, kakor v domači družini. Ampak kot vidimo tukaj, osebno me je zelo ganilo v tem filmu videti talele pomen pričevanja tukaj predvsem učencev. Njihov zgled spomin je ostal v zgodovini cerkve zapisan kot tisti, ki so prelili svoje kri za Kristusa. Hkrati za marsikaterega od njih ne vemo vse, kaj je govoril, pa gotovo je v svoji skupnosti najprej pričeval z besedami, najprej oznanjeval on z besedami, da je žarel, je pokazal tisto, ampak na koncu so bila podločilna predvsem njegova dejanja, da je zadnji za tem stal. Kje se to potem lahko odraža v našem življenju, če ne bomo vsi poklicani za mučence, ampak kje vidimo tale kontrast pri oznanjevanju
bodi si z besedami, bodi si z dejanji. Da reče, kako ste dobro omenili na začetku, pričujete, če je potrebno tudi z besedami, ne? Ampak najprej z dejanji. Kje vidite pomen oznanjevanja, predvsem tukaj z dejanji? Kako vidite tole, da vaše dejanja, vaše obnašanje, vaš odnos do sodelavcev, do bližnjih, do ljudi, kako lahko na ta način oznanjujete? Nekaj o tem se mi zdi, da sem že rekla v prvem delu, da se mi zdi najprej ključna ta človeška dimenzija. Tukaj se mi zdi, da tudi lahko neverni evangelizirajo mene, ker srečujem v njih in v naših odnosih veliko lepega, dobrega, resničnega in tudi ta Tomaževa drža negotovosti, dvoma je v resnici zelo znanstvena, zelo podobna temu, kar pač raziskovalci delamo, da želimo neke empirične dokaze. In Jezus ga zaradi tega ne kara, ga ne zavrne, ampak mu pokaže rane. In te rane sijejo in se mi zdi, da tudi pri nas ali pa tudi pri predstavnikih cerkve ali pa cerkvi kot institucija, da je ta moment, da smo pristni, da smo v odnosu ljubezni do vsakega človeka, v odnosu spoštovanja do njega, da je to za začetek ključno v eni odprtosti, v eni ranljivosti tudi, da svoje rane, svoje šibkosti, svoje negotovosti, svoje dvome pokažemo, da ne nastopamo zviška, z moraliziranjem, s poučevanjem, ampak res v eni človeški bližini, ne da je evangelizacija en projekt ali pa nekaj, kar mi hočemo na vsako silo prodati. To se mi osebno ne zdi dober pristop, tudi pač ta Jezusova reakcija nas potrjuje v tem. Glede besed, v mojem akademskem okolju velikokrat pač tudi jaz pa midva se zelo izročava Svetemu Duhu in dnevno prosiva za vodstvo in tudi za modrost, posebej v tem akademskem okolju, kdaj, kaj, kako, koliko reči, da bo plodno, da bo rodovitno, da nekih mogoče predsodkov ali pa polarizacij ne bo poglabljalo, ampak da bo odpiralo vrata dialogu, spravi, odnosu. To se mi zdi res velika modrost in v tem smislu neko zelo radikalno oznanjevanje z besedami mislim, da ni vedno na mestu. Molčali, skoraj ničesar ne povedali, nekateri so se zaprli v celico, drugi so šli med ljudi, različne so poti, različne so poklicanosti in v neki odprtosti Svetemu Duhu iščemo pravo besedo, pravi način, pravi pristop do vsakega posameznika, vsaki novi konkretni situaciji. Na misel mi prihaja še en zanimiv primer, je javno pisala gospa o tem na Ministrstvu za kmetijstvo, mislim, da je bila zaposlena in naj bi sodelovala pri pripravi ene konference o splavu in se je posvetovala s prijateljem, patrom Frančiškanom in je napisal v pismu, ona se je spraševala, če naj odstopi od te pozicije, da vendar noče imeti opravka s takimi stvarmi, ki so tako zelo v nasprotju z njeno vestjo, z njenimi vrednotami. In je ta pater odpisal, celo pismo je navedeno, kako naj se nikar ne umika, kako naj tam ostane, deluje zvito kot kača, da je lahko samo droben pesek v motorju in zaustavlja delovanje mašine. In dejansko potem se tista konferenca recimo ni zgodila, ne takrat, ne mnogo let še zatem.
mogoče en tak primer, ki ni neposredno iz mojega fakultetnega okolja, da ne bi bil preveč delikaten. No, tukaj se mi zdi to ravno mogoče bistvenega pomena, da evangelizacija ni vedno projekt, ki se ga moramo lotiti pa reči, zjutraj se vstanem, sedaj pa bom začel jaz oznanjati, zdaj pa grem v svet, pa bom oznanjal. Ne? To začutim jaz predvsem tem, ko tudi zjutraj nadenem svojo opravo gor, tudi ko grem v svet, samo zaradi tega, ker sem jaz duhovnik, in moja beseda ne nosi več take teže, kot bi jo nekdo morda predvideval, da moja beseda nosi, ali pa da me bodo ljudje poslušali samo zato, ker sem župnik. Ne, če z njimi nisem najprej človek, najprej oseba, ne bo nihče verjel mojemu pričevanju. Če jaz ne živim, ne pričujem s tem, kar sem, potem so vse besede za manj. In zaradi tega je tukaj, se mi zdi, res pomembno se zavedati, da evangelizacija ne more biti projekt, s katerega se lotimo. Tole bomo naredili na tisto skupino ljudi, točno ga mora vzpostaviti, zgraditi, takrat ti lahko nekdo zaupa. Ne? To, ne, da je Bog večji od vseh naših predstav in načrtov in idej, da nismo mi tisti, ki nagovarjamo, ampak je on tisti, ki deluje. Mi smo lahko neko orodje, ampak on ima svoj načrt in svojo pot za vsakega človeka in ne smemo mi pokvariti tega z nekimi preveč svojimi. Pa mogoče, gospod Primož, vam se zdi, da je pa težko potem govoriti o veri vseeno, ko pa pride, ne? Da najprej že vzpostaviš nek odnos z neko osebo, pa spregovoriti besedo Jezus, vera, krščanstvo. Jaz opazujem pri svojih ljudeh, recimo v Fari, ves čas govorijo o tisto, neki, ne upamo si reči besede vera, Bog, Jezus, ampak samo v nekih opisnih, daljnih besedah, kar nas je malo sram izreči. Zakaj nam je tako težko tudi pričevati? En vic govori o tem, kako veste, da je oseba v sobi vegetarijanec. Povedala vam bo. Ja, vegetarijanci vam bojo povedali, da so vegetarijanci. To, česar polno je srce, rada usta govori. To, kar je moje hrepenenje, če odkrijem neko novo dieto, bom vsem govoril o tej novi dieti in bom vsem razlagal, zakaj je tako dobra. In če ne govorimo o Jezusu, se moram vprašati, ali je to živa sila v meni. Jaz mislim, da nobena skrajnost ni dobra. In mi skozi zgodovino imamo ta princip nihala v evropski zgodovini. In imamo te naše srednjeveške filozofe, ki en v eno smer, en v drugo smer. Vedno so neke skrajnosti. In mi se moramo zavedati, da smo dediči nekega okolja, da nosimo v sebi nek strah, kajti dejansko imamo v sebi nek strah. Imamo strah pred tem, da bi govorili o teh stvareh, ker Jezus je rekel, da bojo njegove učence prepoznani potem, ker jih bodo preganjali. Nihče ne preganja nekoga, ker je dober človek. Ja, kdaj v službi ti rečejo, da je nekaj poneviri, pa nočeš. Ampak izven tega smo veseli, da imamo kristjane okrog sebe. Samo ne želimo, da govorijo o tem, da so kristjani. Mi ne bomo preganjani, če smo dobri ljudje. To nas imajo vsi radi. Jaz imam prijatelja, zdaj sem kupil koze prek njega, on je kozar, tak alternativec, in je rekel, te koze so prišle iz Avstrije, ker so bile uvožene, je rekel, garantiram, da so dobre, preden je vedel, kdo sem. Ker je ta družina, ki jih ima, so ortokatoliki. Niti enkrat me še niso prinesli okrog. To je bila garancija za njega, da so ortokatoliki, da bodo pošteni. In mi moramo o tem si upati spregovoriti. In ko imamo Pedra Opeko, ki je prišel v Ljubljano v Cankarjev dom, pa je prišla novinarka, pa mi dala mikrofon, pa rekla, sej vi ste dober človek, vi bi delali z revnimi, tudi če ne bi bili duhovnik, tudi če ne bi bili kristjani. Rekel, to pa ne, to če jaz ne bi bil duhovnik, jaz delam za njih, za Jezusa. Če ne bi bil duhovnik, bi jaz imel svoje življenje, jaz imam kaj početi v življenju. In mi moramo najprej živeti, potem pa pravi Pavel, nikoli ne vas ne bo sram povedati, kaj je razlog vašega upanja. In mi smo prestrašeni. Jaz sem zdaj, ko sem bil v Kopru, bil pohod za življenje, vsi tisti krščanski izobraženci, ki jih poznam po imenu in poln Koper, nikogar ni bilo tam. In ko smo začenjali v Ljubljani, na Škof je prišel, pa vem, da mu ni bilo lahko. Pa je prišel, pa nas nagovoril in nam je dal neko podporo. In to ni zato, ker smo mi ekshibicionisti, ampak zato, ker moramo oznanjati Jezusa. In jaz mislim, da evangelizacija, moramo se zavedati, da je v nas nek strah.
In da ne želimo. Mi, če pogledamo te velike filozofe, Jordan Peterson in taki, ne filozofe, on je psiholog, ampak te velike ljudje, tudi v Sloveniji berem, zdaj sem bral intervju s Štrancem in tako dalje, vsem so strašno blizu krščanski ideali. Vsi govorijo o Bogu, lahko bi celo rekli, da so verni, ne bodo pa izgovorili. Nisem Jordana Petersona spremljam, čakam trenutek, ko bo rekel. Ne, jaz verujem v Boga ali Bog je nekaj velikega, ampak da bo rekel, jaz verjamem v Jezusa Kristusa. Verjamem v to, da je živel, da je umrl, da je vstal od mrtvih in da je bilo to potrebno za to, da me odreši. To je smešno. To je en intelektualec, tega ne privošči, da bi to izgovoril. Ko sem jaz začel predavati na pripravi na zakon, sem začel govoriti, sem se prepoznal, cerkev uči. Če sem se ustavil, sem rekel, kaj cerkev uči? A je to moja vera ali je vera cerkve? In to je zelo lahko se. Cerkev uči in jaz sem moral zavestno reči, ne, tako je. Tako je. To je tako, to je tako in to je tako. In govorim z vso avtoriteto kot apostoli, ko sem rekli, kaj ste vi teologi ali kdo ste vi, da boste govorili o Jezusu. So rekli, mi smo priče. Mi smo z njim jedli, mi smo z njim pili, mi smo z njim hodili okrog in mi smo ga videli ostalega. In ko govorimo s tem, govorimo z avtoriteto in govorimo z močjo. In ko govorimo z močjo, takrat moramo omeniti Jezusa Kristusa. Ker če bi Pedro Opeka takrat rekel, jaz bi delal dobre stvari, tudi če ne bi bil duhovnik, je lažnivec in si je prilastil nekaj, kar pripada njegovemu Gospodu. On ne bi nikoli bil tam in nikoli ne bi tega naredil, če ga Gospod ne bi spremljal svojo milostjo, če ga ne bi podpiral, če mu ne bi pošiljal Svetega Duha. In ko bi on rekel, jaz bi to naredil tudi brez Gospoda, bi bil lažnik. Bi si prilastil slavo, ki gre njegovemu Gospodarju. In Jezus se vedno si ni jemal zase, vedno govoril o očetu. Vedno je kazal na očeta. In mi pa sprejemamo, ti si dober človek, pa kimamo. Pa ne rečemo, ne, jaz nisem dober človek. Frančišek Asiški je rekel, če bi mi Gospod za trenutek odtegnil milost, bi že v naslednji sekundi jaz šel k prostitutki. Dobro se je poznal. In mi moramo dati slavo tistemu, ki mu slava gre. In to je evangelizacija. Ko smo se srečevali tudi v tem filmu z apostoli, mi je bila zanimiva ta ista njihova dilema, morda prav v samem začetku, da so mogli to oznanjati tako Judom, kakor poganom. Oznanjali so tistim, ki so Boga že poznali, pa tistim, ki so imeli drugačno predstavo, ampak so bili nekako privlačni, bilo je nekaj zanimivega, prinesli so eno druge vrednote takrat v tisto družbo, so bili tisti, ki so tako pritegnili pozornost. Moramo vseeno računati, da je v zelo kratkem času krščanstvo prekvaslo cel rimski imperij. Tako, to je bilo res nekaj posebnega. Ampak so se vseeno soočili z dvema različnima skupinama ljudmi. Judje, ki bi lahko rekli danes tudi za nas recimo skupina tradicionalnih kristjanov, pa pogani tistih, ki o veri ne vejo popolnoma nič. In obem smo poklicani, da oznanjamo. Ne? In morda je včasih res še težje oznanjati tistim, ki so bili vzgojeni v veri, ne, kot ste rekli, najbolj na glas peli otroci iz krščanskih družin, pa je bilo to že vse odveč. Ne. Ampak tudi to je mogoče danes lahko velik izziv, kakšen jezik, kakšen način oznanjevanja uporabiti, da ne rabimo iti samo v tisto okolje med tiste, ki popolnoma nič ne vejo o Jezusu, ampak tudi med tiste, ki mislijo, da vejo nekaj o Jezusu, pa je njihova predstava pravzaprav zelo daleč stran. Tako, no, kako se vama zdi, recimo predvsem, kako danes govoriti enemu človeku, ki nima verskega ozadja ali pa nekomu, ki ga ima, na kaj moramo biti pozorni, kakšno govorico uporabiti, kako ćemo graditi te mostove med nekom, ki bi rad imel odnos z Gospodom, pa ga enostavno ne zna imeti. Če jaz na hitro odgovorim. Jaz mislim, da ne pridigamo, je to, da govorimo temu, kaj je Jezus Kristus zame. To je prva stvar, zakaj je moje življenje drugačno, ker poznam Jezusa in zakaj je lahko in zakaj so lahki odnosi družinski in otroci in z vsemi. In druga stvar pa, ki bi se mogoče naslovila na njo, pa je modrost Svetega pisma. Je modrost učenja cerkve, ki tudi, če Boga ne bi bilo,
bi nam dala boljšo pot, kot je pot sveta. Tudi če je težja. To so dve stvari, ja, ki jih živimo in vsakodnevno uporabljamo, ampak kljub temu se mi zdi, da večina naših kristjanov, pa lahko rečemo, da smo v Sloveniji večinsko katoliška država v teoriji, v praksi to nismo. Zakaj prihaja do te naše mlačnosti, do te naše šibkosti pri poznavanju, pri oznanjevanju? No? Pač pod besedo vera se lahko skriva marsikaj, tako da ja, je odvisno, kaj je to, kar oznanjamo, in pogosto celo določenimi, lahko precej vključenimi in aktivnimi za, kaj naj rečem, nek mogoče, da ne bi bila preostra, ampak da lahko gre za nek sistem pravil, za neko ideologijo, za neko tradicijo, za neke ustaljene okvirje, za katere je vprašanje, kako rodovitni so danes. Tudi ta človeška dimenzija je včasih, ne vem, so lahko ljudje trdi, togi, cinični, vzvišeni in se mi zdi, da je to daleč od tega, kar je oznanjal Jezus. Tako da tukaj pač se mi zdi res ta osebni odnos, zelo ključen, pač kako sem jaz z Jezusom, kako se je on mene dotaknil, kako ljubljeno se čutim, nošeno, kaj imam od tega najinega skupnega odnosa, kar lahko delim in kar želim oznanjati. Ja, to se strinjam. In poudaril bi, zakaj imamo toliko mlačnih kristjanov. Mi smo mlačni kristjani in cerkev prvič ni elitno društvo, samo popolnih katarov. Drugič, Jezus, ko je Judom, ki so bili pravoverni bolj kot mi, ki so vstajali, sedeli, vse z molitvijo, vse so se držali pravil, in je hodil med njimi in je oznanjal: spreobrnite se in verujte evangeliju. In ta spreobrnite se, metanoja, pomeni dobesedno sprememba mišljenja. In mi smo znova in znova klicani k temu. In jaz sem znova in znova klican k temu, da se spreobrnem. In danes, ko sem gledal ta film, sem se spomnil na tiste prve kristjane, ki mislim, da je bilo v času Cirila Jeruzalemskega, ko so prihajali iz puščave, menih in ostali so se javljali, da so kristjani. Cerkev je to prepovedala, potem so se potepali po mestu, pa čakali, če jih bo kdo obtožil, in jih vprašal aktivno, vsi kristjani, da lahko reče: ja, koliko daleč smo mi danes od tega. Mene zona obliva, ko hodim po pohodu za življenje, pa ni nič takega. In mi je težko in me ramena bolijo, ko pridem domov, ker sem zakrčen. Kje sem jaz, da bom tako sprejel mučeništvo kot to? Tako da jaz mislim, da vsi smo mlačni, vsi smo potrebni tega spreobrnenja. Smo potrebni spreobrnjenja, ampak to spreobrnjenje daje pa, se mi zdi, da Sveti Duh, tisti, ki pride, ki prežarja vsakega izmed nas, ki nam daje moč, da gremo in da oznanjamo. Mogoče zdaj vse naš čas se že izteka, preden bi sploh zaplavalo kakšne močne teme, ampak dajmo zaključiti tam, kjer smo začeli. Mogoče iz našega osebnega življenja kakšen lep primer, kakšen primer tega, kako sta videla, da so se nekomu prižgale iskrice v očeh, takrat, ko sta bodi si nekaj oznanjala, bodi si živela, pa sta prepoznala, da je Sveti Duh nekomu drugemu užgal tisto gorečnost in se dal spoznati, da so pri nekomu padle luske z oči, kot beremo v evangeliju, da so potem spoznali tisto, kar so imeli že pred očmi.
jaz rad delam z mladimi. Moje srce je pri mladih, zato ker mladi niso obremenjeni strahovi, ne strahovi pred ljudmi, strahovi, čemu se bo moral odpovedati, če bo moral slediti Kristusu. To je velik, to je vprašanje kitline, ki je od zadaj in naredimo računico tako, ko je. In ko delaš z mladimi, jaz, ko sem delal z mladimi, aktivno, pač ko sem skupino, zdaj lani s to konkretno skupino nehala, ampak tista skupina v skupnosti Manus je bila odgovorna za mlade, je bila taka, da je mene užigala. Da ko sem njih videl, kako se spreobračajo in kako je zagotovo Lučka, poznamo njeno zgodbo, lani je na smučanju umrla in je potem se močno razširilo to, no ona je sad tega, tiste besede, ki jih je imela zapisane 90%, še ko smo šli starši skozi dnevnike in so videli skupaj in so rekli, saj tudi to je bilo z tvojih duhovnih vaj, tudi to je bilo tam in tako dalje. In ko vidiš, jaz sem prepričan, da jih je 5 drugih, ki bi bolj žareli kot ona, če bi svet slišal njihovo zgodbo in če bi jih lahko videl, kaj živijo. In ko to gledam, te mlade, ki potrebujejo samo malo ljubezni in dosti iskrenosti in so iz vernih, nevernih družin, bi rekel, mešano in živijo, krepenijo po aktivnem krščanstvu, potem, da bi jim pokazali pot, da bi jim dali odgovornost, da bi delali z njimi kot z odraslimi. Mogoče kakšna vaša izkušnja še, ki bi jo podelili zdaj ob koncu? Ne bom mene izpostavila, večkrat se zgodi tako v pogovorih, tako z vernimi kot nevernimi, da pač ob nekih konkretnih življenjskih situacijah, s katerimi se ljudje soočajo in te so vse sorte različne, tudi zelo velike preizkušnje, da pač poslušaš z eno odprtostjo, sočutjem, spoštovanjem, dopuščaš seveda eno svobodo, no, to se mi zdi zelo pomembno tudi pri tem oznanjevanju, da nas je za svobodo osvobodil Kristus. Da rečem kakšno stvar ali kakšen citat iz Svetega pisma ali iz kakšne knjige ali priporočim kakšno knjigo in dobim odziv, koliko jim je to dalo, pomagalo, osvetlilo zadevo z drugačnega zornega kota, ki ne pač, da bi trpljenje odvzelo, ampak ga na nek nov način, tudi v luči vere, osmisli. Pač neko trpljenje, ki rojeva življenje kot pri Jezusu. Ključna je ljubezen, pa to se mi zdi res ta odprtost Svetemu Duhu, no, to zavedanje, da je on živ, da je življenje v izobilju, da je ustvarjalen, izviren in da pač veje daleč nad cerkvenimi okviri in zidovi, tam, kjer sam hoče. Hvala. No. Mogoče samo še ena moja zaključna misel. Skoraj vedno se mi zgodi, da se na velikonočno ali pa božično pridgo pripravljam že kar nekaj časa vnaprej, takrat pred prazniki pa veliko spovedujemo. In takrat slišiš realne, težke zgodbe ljudi, v katerih se nahajajo. In že večkrat sem svojo pridgo takrat tik pred mašo zabrisal v smeti, ker sem rekel, to ni primerno zdaj za ljudi v teh situacijah, kjer so, da Sveti Duh da začutiti, kje se ljudje nahajajo in da sem tudi vsem brez strahu se postavil na ambon in pridigal ob tisti božji besedi, ki je bila tistega dneva, čeprav so bile moje misli najprej povsem druge, ampak da je Duh dal spregovoriti in nagovoriti tisto, kar ljudje rabijo. In takrat, ko pa vidiš, da ko razlagaš Božjo besedo, ko pričuješ za Božjo besedo iz njihovih izkušenj, vidiš, kdaj zažarijo oči, ko imaš ljudi pred seboj in kdaj oznanjaš samega sebe. Je razlika. In mislim, da moramo dovoliti Svetemu Duhu, da najprej tudi nas užge in da zaupamo temu, kar je bilo tudi zdaj na Binkošti, še toliko bolj oznanjeno, da bo Jezus z nami vse dni do konca sveta s tem tolažnikom, ki nam ga bo poslal. Da se ne rabimo bati, kaj bomo oznanjali, kako bomo oznanjali,
ker bo on tisti, ki bo govoril. A lahko še o tej lepoti, a ne, smo tudi govorili. Se mi zdi res ta vrhunska umetnost, tudi recimo glasba, ravno ta norveški škof, ki je bil zdaj v Sloveniji, Erik Varden, je v intervjuju za Družino rekel, kako ga je recimo 4. Mahlerjeva simfonija odprla in mu dala čutiti to presežnost v sebi. Ali pa, ne vem, Händlov Mesija ali pa Bachove maše. Pač meni se zdi to res meditacija Jezusovega življenja in mojega življenja v njem, kot je drugače ne izkusiš. Ali pa literatura, ne, poezija, klasiki, ruski klasiki, koliko ljudi je v literaturi srečalo Boga. In kako je to izkustvo ali pa slikarstvo, slike, podoba, ta lepota, ne, tudi etimološko je to dobro iz Svetega pisma, ne, in v hebrejščini, grščini, aramejščini in v praslovanščini lepo. To je pač tisto, kar je skladno, lepo, krasno, sijoče, življenja polno, a ne. Se mi zdi, da tukaj tudi je en velik potencial in tudi med mladimi slovenskimi ustvarjalci. Lansko leto je bila 80. obletnica Društva slovenskih skladateljev in tam so bili mladi skladatelji, ki so večinoma predstavljali svoje skladbe pač latinske in z duhovno vsebino, čista evangelizacija na odru Slovenske filharmonije in to najboljši slovenski skladatelji sodobnega časa. To mislim, da je tudi naša naloga in ker mislim, da tudi Studio Sipr zelo dobro dela, da tudi preko lepote, preko navdihujočega načina snemanja tudi oznanja velike zgodbe približujejo ljudem današnjega časa. Iskrena hvala vama za ta pogovor, hvala Studio Sipr za ta izjemen film, tako da mislim, da nas čaka vse skupaj, sem še naloga, da gremo vsak nazaj, od kjer je prišel in oznanjamo evangelij, ne?